V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, dobrodošli v cerkvi na današnjo drugo postno nedeljo. Ljudje smo ustvarjeni za ljubezen, zato je naravno, da želimo biti ljubljeni. Nebo pa nam je bliže, kot si mislimo. Ni nam treba odleteti na rob našega osončja, ker problem ni v razdalji, ampak v dimenziji. Svetopisemski ljudje, Job, Enoh, Elija in ostali Gospod, so predstavniki poveličanega telesa. Ko v cerkvi krščujemo in obhajamo Gospodovo večerjo, prostor in čas za nekaj trenutkov izgineta, saj se verniki na mistični način združimo z Gospodom, drug z drugim in z vsemi svetimi, ki so že na drugi strani groba. Kaj zmore kapljica krstne vode? Kaj zmore košček obhajilnega kruha in požirek obhajilnega vina? To je res skrivnost vere. Ko slišimo, da so nam grehi odpuščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, vdihnemo zrak novega stvarstva, kajti Bog na svet ni poslal Sina, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prisluhnimo oznanilom. Jutri v ponedeljek 2. marca ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo 4. marca ob 19. uri vabljeni na novo predavanje z naslovom Bog, kakršen ne obstaja. Skupaj se bomo ustavili ob napačnih podobah Boga, ki si jih ljudje pogosto ustvarimo, ter kako nas Sveti Duh vodi k živemu, resničnemu Bogu. Predavanje nas bo povabilo k svežemu, iskrenemu razmisleku o veri, odnosu z Bogom in globljem razumevanju Božjega značaja. Vabljeni k udeležbi, pa tudi druge povabimo. Ženske ste prisrčno vabljene na večerjo za ženske z duhovno mislijo, ki bo v petek 6. marca ob 18. uri. 6. marca ob 6. zvečer v cerkveni čajarni. Dogodek poteka v tednu, ko se krščanske cerkve po vsem svetu povezujejo ob svetovnem molitvenem dnevu na vseh celinah. Dobrodošle vse, ki si želite duhovni oddih in prijetno druženje. Prijave zbira Leja Brkič. Dragi moški, mi pa smo vabljeni na zajtrk za moške, ki bo v soboto 7. marca ob 9. uri zjutraj v cerkveni čajarni. Prijave zbira duhovnik Peter Golob. Naslednjo nedeljo 8. marca ob 10. uri pa smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. Še ena novica za ženske. Žensko društvo Evangeličanka vabi na celodnevno srečanje, ki bo v soboto 14. marca v motelu Čarda pri Murski Soboti. Predavali bosta duhovnici Simona Prosič in Vladimira Mesarič na temo Vera na prelomnicah življenja, o krstu, konfirmaciji, poroki in zadnjem slovesu. V celodnevnem programu bo tudi čas za kosilo, katerega cena je 20 evrov. Prijave do srede 11. marca zbira duhovnica Katja Brkič Golob. In zadnje, najlepše obvestilo. Po današnjem bogoslužju vabljeni na druženje ob kavi, čaju in pecivu zunaj pred cerkvijo na Trubarjevi ploščadi. Zapeli bomo skupno himno, ki pravi Slavna gotovost, Jezus je moj. Slavna gotovost,
Biblično vodilo današnje nedelje je: Bog nam izkazuje svojo ljubezen s tem, da je Kristus za nas umrl, ko smo bili še grešniki. Prisluhnimo poeziji iz 25. psalma. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me uči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve. Vate upam ves dan. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, saj so od vekomaj. Spominjaj se me po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote, o Gospod. Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja. Draga Božja cerkev, priznajmo svoje grehe. Gospod naš Bog, sredi hrupa in zahtev sodobne družbe nam pomagaj, da naredimo prostor tudi zate. Odpusti nam našo brezčutnost, ravnodušnost in pomanjkanje poguma, da bi svojo vero živeli. Odpusti nam, ker delamo načrte brez tebe in zapolnjujemo datume v koledarju, spregledamo pa svoje bližnje. Ker smo obtičali in se v hitrem svetu več ne znajdemo, okrepi naše telo, čustva, voljo, dušo in duha. Odpusti nam, ker smo v življenju veliko zamudili. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev pa nas obsipavajo s tolažbo. Kristus je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela. Zato naj je slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Usmiljeni Oče, hvala ti, ker se lahko spovedujemo, pa ne zato, da nas ne bi kaznoval, ampak zato, da nas ozdraviš. Hvala ti, ker si hiter v odpuščanju. Hvala ti, ker odpuščanje ni le prijeten občutek, ki ga doživljamo, ampak je dar tvoje milosti za trepetajoče srce. Zavedamo se, da svoje nemirne vesti ne moremo potešiti z dokazi, ampak z Božjim jagnjetom, ki odvzema greh sveta. Bog miru, ne spovedujemo se iz obupa, ampak z upanjem vate, ki si vir naše pravičnosti. Naj je znamenje križa znak naše vere, upanja in ljubezni. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, zdaj pa zapojmo pesem o Božji ljubezni.
Izvolite sesti, brate in sestre. Berilo za današnje bogoslužje so naslednje vrstice iz Evangelija po Janezu. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Osrednja vrstica iz tega odlomka je ena od najbolj znanih vrstic Svetega pisma, pravimo ji tudi zlata vrstica. Ta vrstica se pojavlja na mnogih javnih mestih, plakatih, vgravirana je tudi v nakit in celo astronavti so jo odnesli na Luno. In ta vrstica je pravzaprav osrednje sporočilo krščanske vere. Jezus je moral umreti, ker nas je hotel rešiti. Rešiti pa nas je hotel zato, ker nas ljubi. In Bog rešuje tako, da nas vabi, da z vero pogledamo v Jezusa, povzdignjenega na križ. In če to vrstico, Janez 3:16, nekako razčlenimo, pridemo do 7 pomembnih čudežev. Torej, Bog, to je vsemogočna avtoriteta, je tako ljubil svet, to je najmočnejši motiv, da je dal svojega edinorojenega sina, to je največje darilo, da bi se nihče, to je najširša dobrodošlica, kdor vanj veruje, to je brezplačni pobeg od večne sodbe, ne pogubil, to je božanska odrešitev, ampak bi imel večno življenje, to je neprecenljiva posest. In imamo dovolj razlogov, da Boga slavimo in da se s hvaležnostjo bližamo prestolu njegove milosti, da mu damo slavo in čast, tudi v pesmih, ki so pred nami, kajti on je jagnje, ki prevzema naše grehe. On je Božji sin in tu smo zato, da ga slavimo. In vabim nas, da ostanemo in da slavimo Jezusa Kristusa. Oči
Izvolite sesti. Dragi bratje, drage sestre v Kristusu, zbrali smo se pri Gospodovi mizi, kot nam je to zapovedal Gospod Jezus Kristus. Gospodovi mizi ne prihajamo zato, ker smo tega vredni, ampak zato, ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas sprejema, njegova navzočnost nas hrani. Apostol Pavel nas vabi, naj se pred Gospodovo večerjo presodimo, ne iz strahu, ampak da bi milost prejeli v veri in hvaležnosti. Zato govorimo: Vsemogočni Bog, usmili se nas. Grešili smo proti tebi in drug proti drugemu, v mislih, besedah in dejanjih. Odpusti nam zaradi Jezusa Kristusa. Obnovi nas po svetem duhu, da bomo živeli po tvoji volji in hodili v tvojem miru. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Vsemogočni in usmiljeni Bog se nas je usmilil, zato se veselimo. V srcu se pokesajmo, v tišini pa Bogu spovejmo in priznajmo svoje grehe. Če svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. Sveti v Gospodu, prisluhnimo veseli novici. Kdo nas bo obsojal? Samo Kristus nas lahko. Toda Kristus je umrl za nas, Kristus je vstal za nas, Kristus moli za nas. Kdo nas bo potem takem obsojal? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Torej, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. V njegovem imenu so nam grehi odpuščeni. Zato hodimo v svobodi, uživamo dušni mir in živimo v ljubezni. Dvignimo svoja srca in se zahvalimo Gospodu, ker je dober in ker vekomaj traja njegova
dobrota. V skupnosti cerkve molimo molitev, ki nas jo je naučil naš Gospod. Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. V noči, ko je bil izdan, je Gospod Jezus Kristus vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat ga pijete, v moj spomin. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo, njegov slavni prihod pričakujemo. Blagor tistim, ki smo povabljeni na jagnjetovo gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Vzemimo v veri, v upanju in ljubezni in jejmo skupaj. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. Vzemimo v hvaležnosti, edinosti in miru in pijmo skupaj. Naše prazne kozarčke oddamo v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili
in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Sledi najlepši dogodek v cerkvi, utrinek za otroke. Pridimo otroci od spodaj, zgoraj, od vse povsod, iz Afrike, Azije, Evrope. Odkot ste prišli? Od zelo daleč. Ste prišli z letalom danes v cerkev, s podmornico, z vlakom. Nekaj posebnega imam danes za vas. Prinesel sem šop ključev. Imate tudi vi svoje ključe? Ne še, nekateri ja, nekateri ne. Jaz sem komaj čakal, ko sem odraščal, da sem dobil ključ od hiše. In tukaj je tudi ključ naše hiše. Ko sem bil vaših let in sem odraščal, mi je takole rekla mama, pa tudi oče je pritrdil. Ko boš dovolj velik, boš dobil svoj ključ. In dobil sem ga. Imate tudi vi ključe? Danes so ključi drugačni. Takšni, kot so bili včasih. Potem imamo lahko tudi odpiranje vrat na senzor, na dotik. Potem lahko tudi prebere neka naprava našo zenico v očesu, ampak je treba imeti šifro, kodo in tega ne smemo nikomur dati, kajti zelo nevarno je lahko. No pa da se zdaj vrnemo k ključem. Ko sem jaz dobil ključ, je mama rekla in tudi oče, ne smemo na očete pozabiti, zdaj si pa že dovolj velik, samostojen, odgovoren in svoboden, da ti zaupamo ključ. Si ga zgubil? Kje imaš ključ? Pazi, da ne boš nikomur odpiral. Nikomur ne smeš dati tega ključa. Kaj pa zdaj? Saj smo vendar v cerkvi. Bog ima tudi ključ, zelo velik ključ. Tako velik ključ, da si sploh ne moremo zamisliti. In zgradil je hišo, večjo kot nebotičnik, najlepšo hišo. Imenoval jo je raj, vrt, Eden. Adamu in Evi, zemljanoma prvima, je zgradil čudovit dom. Živela sta v naravi. Tudi jaz bi živel raje v naravi, kot v hiši. In Bog jima je dal ključ. Evi. Morda bi bilo bolje, če bi dal Adamu. No, nekako sta se dogovorila.
In zdaj sta lahko sama dva vstopala in izstopala. Bila sta samostojna, svobodna, Bog ju ni zaklenil v ta njun dom, ampak zgodilo se je nekaj. Nista ključa izgubila, nekomu sta ga dala. Nekomu, komur ne bi smela dati ključa. Rečemo, da tatu, sovražniku, v Svetem pismu imamo to opisano slikovito. Kača je prišla in dala sta kači ključ in kača je prišla v njun dom, ta tat vse razbil, vse uničil, vse ukradel. Zato živimo v takšnem svetu, razbitem, umazanem, ekološko nečistem, polnem vojne, sovraštva, zaradi ene majhne neprevidnosti. Torej nikomur dati ključev, ko jih boste dobili od staršev ali pa če jih že imate. Kajti to je znak, da morate biti samostojni, da ste svobodni in predvsem odgovorni. Zdaj pa hitro k verouku, čeprav je še nedelja kot zadnji dan počitnic šolskih, vendar boste veliko lepega zvedeli in slišali. Mi pa bomo pobrali še prostovoljne prispevke z veselim srcem in darežljivo roko. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, zagotovo smo se že vsi vsaj na eni točki v svojem življenju srečali s perfekcionizmom. Mimogrede, perfekcionizem je zelo povezan tudi z narcisizmom. Zanimivo pri tem je, da perfekcionizem vodi v izgorelost, napoveduje depresijo, manjše zadovoljstvo v življenju, anksioznost in na žalost tudi krajšo življenjsko dobo.
Obstaja, veste, pa še ena zelo zanimiva oblika perfekcionizma, o kateri pa ne govorimo veliko, vendar obstaja. To je tako imenovani religiozni perfekcionizem. Gre za to, da posameznik svoje občutke vrednosti, uspeha ali moralnosti ocenjuje glede na to, kako dobro izpolnjuje verska pravila, božje standarde ali pa pričakovanja verske skupnosti. Toksična ali nezdrava oblika religioznega perfekcionizma se odraža v pretiranem moraliziranju, farizejstvu, osredotočanju na napake, strahu pred božjo jezo in občutkom, da nikoli nisi dovolj dober. Religiozni perfekcionizem pogosto temelji na skritem prepričanju, takole pravi: Bog me bo sprejel, vendar le, če bom dovolj dober. Pri čemer posameznik svoj odnos z Bogom doživlja, kot da je le-ta odvisen od njegove lastne brezhibnosti. Ravno o tem govori današnji odlomek. Videli bomo, kako krčevito se apostol Pavel bori proti religioznemu perfekcionizmu. Ustanimo torej k poslušanju Božje besede. Brali bomo iz pisma Rimljanom 5. poglavje od 1. do 5. vrstice sledeče. Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Dragi zbrani, kdo je bil apostol Pavel? To je bil možic majhne postave, z zelo ukrivljenimi nogami, sicer relativno dobro grajen, z ne najbolj privlačnim obrazom, ki ga je krasil zelo dolg in ukrivljen nos, goste obrvi, ki so se stikale in še na koncu pleša na glavi. Torej bil je vse kaj drugo kot antični ideal lepote. Vemo pa tudi, da je bil poln miline, intelektualno načitan akademik tistega časa, lahko bi rekli mojster besed in komunikacije, z odličnim smislom za pastoralno teologijo in pedagogiko, človek izrazitih čustev, včasih sila jeznorit, včasih poln miline, spet drugič z jasno izraženimi strahovi in tesnobami, a zelo, zelo dobro intuicijo. Za Pavla pravimo, da je bil trd v teologiji, a mehak v odnosih. Pred svojo spreobrnitvijo je bil farizej. Torej pripadnik skupine, ki je bila znana po natančnem izpolnjevanju postave. To pomeni, da je bil religiozni perfekcionizem dobesedno del njega. Ta destruktivni farizejski perfekcionizem ga je pripeljal do preganjanja cerkve. Veste, njegovo spreobrnenje se ni kazalo v tem, da je naenkrat postal bolj svet, pa bolj duhoven ali pa duhovno discipliniran, bolj ljubeč ali pa bolj potrpežljiv, pač pa se ob njegovem spreobrnenju trči njegova religiozno-perfekcionistična etika z Božjo milostjo. V tistem trenutku namreč izgubi popolnoma vse, kar je mislil, da ga definira. Odloži svojo lažno farizejsko identiteto neoporečne discipline, moralne stroge samokontrole in verskega rigorozma. V tistem trenutku si nakoplje največje možne stiske in postane najbolj osovražena osebnost tistega časa, a hkrati postane najbolj svoboden človek na svetu. Svoj nekdanji farizejski perfekcionizem, ki je temeljil na strahu pred neuspehom, pa na sramu, pa na nadzorovanju vedenja in tekmovalni pravičnosti,
ter moralni popolnosti kot merilu vrednosti v pismu Rimljanom popolnoma preoblikuje in zamenja z opravičenjem po veri, mirom z Bogom, ljubeznijo, ki je izlita v srce in z upanjem, ki ne osramoti. Pavel je pismo Rimljanom napisal okoli leta 57 po Kristusu, najverjetneje v Korintu med bivanjem pri Gaju in ob pomoči tajnika Tercija. Bil je na koncu svoje 3. misijonske poti, preden se je namenil v Jeruzalem in kasneje v Rim. Ko je pisal pismo Rimljanom, je bil že zelo izkušen misionar, ki je vzpostavil že številne cerkve po egejskem območju. Lahko bi rekli, da je bil globoko premišljen teolog, ne pa v svoj svet umaknjen profesor. Pismo Rimljanom piše iz pastoralne nuje, razmer, realnih razmer v cerkvi, ne pa iz akademskega navdiha. Zaveda se, da je njegova cerkev v Rimu multikulturna in da se v njej prepletajo judovski in poganski pogledi na postavo, greh, odrešenje, kar seveda povzroča napetost. Veste, Pavlova cerkev je imela veliko težavo. Njena težava je bila, da so romantizirali in idealizirali trpljenje. Šlo je namreč za mešano cerkev, v kateri so sedeli osvobojeni sužnji, migranti, bogaboječi in moralizirajoči Judje, pa bogati rimski pokrovitelji in meceni in delavci brez kakršnihkoli državljanskih pravic. Si predstavljate to družbeno strukturo ene cerkve? Trpljenje med njimi seveda ni bilo enakomerno porazdeljeno. In zgodovinski viri kažejo, da so se oblikovale znotraj rimske cerkve 3 skupine oziroma 3 napačna prepričanja. To je pomembno, zato da lahko razumemo ozadje, zakaj je sploh apostol Pavel na tak način zapisal tudi prebrani odlomek. Torej, prvo prepričanje oziroma prva skupina je temeljila na kaznovalni logiki. Danes bi rekli, da so bili to bogati šerifi in farizejski Judje, ki so duhovno razlagali in tolmačili trpljenje revnejših in na rob potisnjenih. V bistvu so na dolgo in široko predavali, pridigali in tolmačili, da je njihova stiska, torej stiska revnih in trpečih, pravzaprav krasna priložnost za kesanje. Razlagali so, da je to Božja kazen. Trpljenje so tolmačili po principu, če trpiš, te pač Bog kaznuje. Nad vsem je moralni zakon, ki te vodi v kazen, kateri sledi mukotrpno očiščevanje. To je bila pravcata duhovna preobleka družbene neenakosti pod krinko svetosti. Druga skupina je zapopadla stoično logiko, ki je bila v tedanjem antičnem svetu zelo prisotna, po kateri je pa veljalo naslednje. Učili so, da je pravo trpljenje dobro, zato ker krepi značaj. Torej, junaški človek prenese bolečino z dvignjeno glavo, žalost in krhkost sta šibkosti. Vse to je na žalost vodilo v duhovni elitizem. Nekateri verniki v Pavlovi cerkvi so menili, da so boljši, ker več ali bolje trpijo. Zagovorniki takšne antične etike so smatrali, da trpljenje rodi krepost, zato so v trpljenju videli junaštvo, vrline in slavo. Tretja skupina pa je bila prepričana, da trpljenje in stiska predstavljata avtomatsko rast vere. Prepričani so bili, da kristjan lahko raste v veri samo in izključno samo, če trpi. Predstavljam si, da je Pavlu, kot pravimo pogovorno, padel mrak na oči, ko je poslušal takšne kvazi pridige, takšna kvazi razmišljanja svojih vernikov. Celo življenje se bori proti religioznemu perfekcionizmu, doživi spreobrnitev, ustanovi cerkev in potem se mu zgodi točno to, da ljudje ne razumejo bistva. Zato ne čudi, da v prebranem odlomku, če bi ga brali v izvirnem grškem jeziku, vidimo, kako se Pavel v resnici razhudi. Namreč napiše zelo dolg stavek.
z mnogimi vejicami, prilastki, podpiči, dodatnimi razlagami, v katerem jim skuša povedati naslednje. Stop, ustavite se, dovolj je. Pavel jim dobesedno kriči, pa če ste upravičeni po veri, potem trpljenje ne more biti kazen. Še več, Pavel jim daje zaušnico, postavlja jih na realna tla in jim sporoča, ljudje, pa kaj je z vami narobe? Pa saj stiska in trpljenje sama po sebi vendarle ne rodita ničesar dobrega. Ne slepite se, ne idealizirajte trpljenja, bodite vendar realni. Če se preselimo v njihov kontekst, bi jim Pavel sporočil nekako takole. Dragi verniki v Rimu, kaj je tukaj tako romantičnega, ko vas pošiljajo v areno, ko vas trgajo levi, ko vas cvrejo v vrelem olju, ko vas preganjajo in mučijo? Kako lahko nekaj takega povezujete z vrlino? Veste, Pavel je imel ogromno dela s popravljanjem njihovih napačnih predstav. To potrjujejo tudi drugi spisi. V Galaciji denimo so verniki mislili, da trpljenje dokazuje večjo svetost. V Korintu so bili prepričani, da trpljenje dokazuje manjšo moč. Danes bi rekli, šli so se evangelija prosperitete. Če ne trpiš, to pomeni, da si uspešen, da te Bog blagoslavlja. V Tesaloniki pa so šli njegovi verniki celo do te skrajnosti, da so stisko in trpljenje interpretirali, kot da se je začela eshatološka sodba, pa so kar nehali delati in živeti. Pavel torej radikalen, sit njihovih napačnih predstav. Dobesedno jim sporoča, ne delajte trpljenja za tekmo v svetosti. Mimogrede, zgodovina pravi, da se je ideologija mučeništva pojavila že zelo zgodaj. Nekatere skupine v Egiptu in Siriji so tako zelo cenile trpljenje, da so celo sami iskali preganjanje, zato da so duhovno med sabo tekmovali, kdo je bolj vzdržljiv. Da so vrednotili kot duhovno slabše tiste, ki so po njihovem prepričanju premalo trpeli. Pavel se vsemu temu zoperstavi. V prebranem odlomku ne uči, da je trpljenje vrednota. Pravi, da trpljenje ni dobro, saj je dober samo Bog. Stiska rodi potrpljenje samo zato, ker v njej deluje duh, ne zato, ker bi bilo trpljenje čudežno gnojilo, ki bi pospešilo našo duhovno rast. Veste, včasih cerkev naredi nekaj, česar apostol Pavel nikoli ni nameraval. Trpljenje spremeni v pot do odlikovanja. Včasih se cerkev zaradi napačnih interpretacij pretvarja, kot da je bolečina nekaj super duhovna olimpijska disciplina, kjer se meri, kdo je bolj vztrajen, kdo je bolj prečiščen, bolj upajoč, bolj vzdržljiv, bolj pripravljen nositi svoj križ. A žal, moramo biti kritični, se cerkev takrat več ne drži evangelija, ampak ustvarja nove farizeje. Veste, ko začnemo trpljenje idealizirati, ga ne vidimo več kot realnost padlega in razbitega sveta, ampak ga začnemo doživljati kot predmet neke duhovne romantike. Kako napačna so stališča, ko v stiski svojega bližnjega iščemo smisel, ne da bi si ob tem prej dovolili začutiti njegovo bolečino. Kako krivo je ravnanje, ko iz bolečine naredimo metodo, iz stiske tehniko za rast, iz ranjenosti pa priložnost, s čimer ustvarimo religiozni perfekcionizem, duhovno produktivnost pa preoblečemo v pobožno govorico, a kaj, ko v tem ni niti kančka empatije. Prebrani odlomek in tako imenovana duhovna veriga, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost pa upanje, je po zadnjih sodobnih raziskavah pastoralne teologije največkrat zlorabljena ravno v cerkvenih krogih. To me spomni na dve resnični zgodbi, ki sem jih prebrala in jih pogosto uporabljam kot primer v predavanjih študentom na področju pastoralne teologije. Prva govori o verniku, ki se je leta boril z depresijo. Pa so mu rekli, če bi imel resnično vero, bi tvoja depresija postala tvoje upanje. Ker je to poslušal leta in leta, je bil učinek katastrofalen.
Njegova depresija se je seveda poslabšala, imel je občutek duhovnega neuspeha, izgubil je zaupanje v Boga. Druga resnična zgodba pa govori o vernici, ki je bila v dolgoletni dokazano nasilni zvezi, pri čemer je bila v cerkvi in med duhovščino deležna naslednjega nauka, parafraziram. Draga sestra, ti samo vztrajaj. Veš, apostol Pavel nas uči, da iz trpljenja pride potrpljenje. Bog te prečiščuje. Bog te je poslal v peč, da te ojača, da te ukrepi. Ti samo vztrajaj v svojem odnosu z možem, ker ima Bog načrt za tebe in za njega. Ti si namreč njegova edina pot do zveličanja. To duhovno leporečenje jo je pripeljalo tako daleč, da je v enem od fizičnih napadov svojega moža skoraj da izgubila življenje. In čeprav je preživela, je ostala za zmeraj iznakažena, saj so bile posledice napada tako zelo hude. Ta dogodek je znotraj raziskovanja pastoralne teologije sprožil niz raziskav, ki so se začele ukvarjati ravno s tem, napačnimi interpretacijami. Zgodilo se je, da je cerkev Rimljanom 5, prebrani odlomek, spremenila v moralistični pritisk, ko je ženska, ki je bila v stiski, dobila nalogo, da naj iz trpljenja nekaj naredi, kot da je stiska surovina za njeno lastno izboljšanje, ne pa prostor, kjer te najde Božja ljubezen. Rezultat takšnega duhovnega vodenja je bil v tem, da se je njena bolečina poglobila, postala je razočarana nad vero, Bogom, cerkvijo, rekli bi, da je postala žrtev duhovne zlorabe. Dragi zbrani, idealiziranje trpljenja je nevarno, je duhovna zloraba, ker od človeka zahteva, da današnjo rano razume kot jutrišnjo lekcijo, ker zahteva, da trpeči takoj najde smisel in pomen, čeprav še zelo močno krvavi, ker se človek, ki trpi, začne spraševati, ali trpim prav, ali trpim dovolj dobro, ali se dovolj trudim, zakaj potem takem moj značaj ni boljši, ali trpim dovolj, ali sem kaznovan, ker se mi je razpadla zakonska zveza, ali sem kaznovan, ker sem zbolel za neozdravljivo boleznijo, ali sem kaznovan, ker ne znam vzgajati svojih otrok, ali ne ljubim dovolj, ali je z mano nekaj narobe, ker sem še vedno samski, in vsa ta vprašanja, ki se nam zagotovo nizajo. Moraliziranje trpljenja je subtilen način, kako ranjeno srce obdolžimo, da ni dovolj duhovno. Ko se to zgodi, trpljenje ne rodi značaja, ampak sram. Ne rodi upanja, ampak občutek duhovnega neuspeha. Ne rodi poguma, ampak duhovno izčrpanost. Drage sestre, dragi bratje, Bog nas želi takšnih predstav osvoboditi. Zaradi napačnih predstav trpljenje začenja izgubljati svoj pravi glas. Stiska, ki bi morala biti izgovorjena in naslovljena ter pravilno obravnavana, postane potisnjena na stranski tir. Žalost, ki bi morala biti objokana, postane prekrita z verskim nasmehom in floskulami. Rana, ki bi morala biti oskrbovana, pa postane moralno breme. Toda veste, dobra novica je, da Bog ne potrebuje odvetnikov. Bog potrebuje sočutne priče. Pavel zato v prebranem odlomku ne idealizira trpljenja, ne reče, da je trpljenje dobro, da si ga moramo želeti, da je merilo naše duhovne vrednosti, pač pa pove, da je Bog dober tudi v trpljenju. To pa je popolnoma drugačna perspektiva. In kakšna je pravzaprav pravilna razlaga verige, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost pa upanje, pri čemer, kot smo prebrali, upanje ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu. Veste, največja napaka, ki jo lahko na tem mestu naredimo, je, če pri razlagi te tako imenovane duhovne verige ta proces razumemo kot proces, ki se začne pri človeku, pri nas. Torej, kot da smo mi ti, ki lahko iz stiske ustvarimo potrpljenje, preizkušenost in pridobimo upanje. To namreč ni recept ali veriga človeških korakov.
pač pa apostol Pavel govori o božjih učinkih, ki se zgodijo v človeku. Stiska in trpljenje nista naš projekt, na katerega imamo vpliv, pač pa predstavljata prostor, v katerem Bog govori. Potrpljenje ni napor, torej da sami vlagamo trud in poskušamo biti čim bolj potrpežljivi, ampak je božji dar. Preizkušenost pa je identiteta, ki jo oblikuje duh v meni. Upanje je dokaz božje prisotnosti, ne pa nek kvazi optimistični pogled. Pavel pravzaprav piše o božjem preoblikovanju naših src. Poglejmo, kako je to razlagala prva cerkev, ki je najbližje izvoru. Prva cerkev v tej verigi ni videla moralno-duhovne discipline, pač pa je govorila o ontološki preobrazbi, ko torej človek postane drugačen. Cerkveni očetje si tukaj sposodijo alkimijsko metaforo. Stisko razumejo kot surovino, torej padlega človeka, ki pač živi v padlem svetu. Potrpljenje interpretirajo kot delo svetega duha, ki ves čas potrpežljivo izliva svojo ljubezen na nas. Preizkušenost razumejo kot novo kovino, torej novega človeka, novega Adama. In šele na koncu procesa vidijo upanje kot sijaj te nove kovine, novega človeka. Cerkveni oče Origen je dejal, da stiska, o kateri govori apostol Pavel, ni neka naključna bolečina, je pedagogika duha, ki nas osvobaja iluzije, da se lahko rešimo sami. Stiska, dragi zbrani, je del padlega sveta, je neizogibna. Vsi jih imamo, vsak na svoj način. Ne moremo tekmovati in primerjati, kdo jih ima več, čigava je hujša, čigavo trpljenje bolj boli, kajti trpljenje in stiska sta pač del resničnosti padlega sveta, kot smo slišali v utrinku, ker smo dali ključe kači. Potrpljenje je daleč od človekovega napora. Je pravzaprav dokaz delovanja duha. Potrpljenje je novi ritem duše, ki se ujema z božjim srčnim utripom. Potrpljenje po Pavlovo pomeni, da v stiski še vedno ljubiš, da nisi zagrenjen, ne pa da vztrajaš v trpljenju in tiho trpiš in ne narediš nobene spremembe in čakaš, da se bo stvar uredila sama po sebi, misleč, da boš tako bolj duhoven. Potrpljenje v stiski pomeni, da nisi zagrenjen. Preizkušenost, v grščini imamo lepo besedo, dokime, pa pomeni, da je tvoja duša postala kot ogledalo za resnico. Veste, ko človek v stiski gori, izgori njegova lažna predstava o sebi. Preizkušenost pomeni, da ostane v nas samo tisto, kar je božje, kar je pristno, ne pa tisto, kar je narejeno, kar je fake, kot rečemo. Preizkušenost je identiteta brez maske, brez moraliziranja in religioznega perfekcionizma ali farizejstva. Upanje pa ni samo čustvo, ampak je plod očiščene identitete, ko človek postane pristen. Cerkveni oče Janez Zlatousti temu dodaja, da je opisana duhovna veriga božji paradoks, ko Bog obrne naravni red. Svet namreč pravi, da stiska rodi obup, Pavel pa pravi, da stiska daje zmago. Pa veste zakaj? Ker je stiska kraj, kjer človek ne more več sam po sebi graditi na sebi. Popolnoma je odvisen od Boga. In ravno tam se začne božje delo. Pavel namreč v predhodni vrstici govori o forenzičnem opravičenju, govori o tem, da smo opravičeni iz vere, da zato živimo v miru z Bogom, zato si ne moremo stiske tolmačiti kot kazen. Janez Zlatousti pravi, da je preizkušenost vera, ki je preživela ladijski brodolom. Če si obstal, nisi obstal zato, ker si bil tako zelo duhovno močan, ampak zato, ker te je držal Bog. Avguštin stisko tolmači kot kraj, kjer se srečamo s svojo nemočjo, kjer padajo vse naše maske. Stiska postane laboratorij resnice o sebi. Potrpljenje ni junaški stoicizem, ampak milost, ki nas drži skupaj, da se ne razletimo na koščke. Preizkušenost je za Avguština dokaz, da Bog ni odšel. Preizkušeni človek ni superjunak,
je človek, ki je bil ranjen, a je obstal. Preizkušenost je rana, ki se ni zagnojila, ker je bila maziljena z Božjo ljubeznijo. Preizkušenost je lepota, ki je nastala zaradi rane. Je identiteta brez iluzije. Upanje je ta logika prihodnosti, ki jo Sveti Duh zapiše v naše srce. Gregor Veliki Pavlovo duhovno verigo interpretira kot kmetijsko metaforo. Stiska je kot brazda, kot rana v zemlji, ki je grešna, ki je padla. Potrpljenje je seme, ki ostane v zemlji, čeprav je zemlja grešna in padla. Preizkušenost je kalček, ko se kaže življenje, upanje pa je sadež. Upanje je tamreč dokaz, da je bila stiska rodovitna. Veriga, torej stiska, potrpljenje, preizkušenost in upanje ni recept, ampak je razodetje, kako Bog v nas deluje kljub našemu trpljenju. Pavel ne pravi, da moramo trpeti, da bomo postali boljši, ampak pravi, da tudi ko trpimo, nas Bog ne zapusti. Za Pavla trpljenje ni sveto, ni merilo duhovnosti. Pavel ne poveličuje trpljenja, pač pa Boga, ki ne zapusti človeka v trpljenju. Stiska sama po sebi ne rodi ničesar. Če bi bilo tako, potem bi morali vsi tisti ranjeni ljudje sveta, ki najbolj trpijo, biti najmočnejši, pa niso, ker Bog pač ni tiran in od njih ne pričakuje, da bi trpljenje postalo ideal. Gre za to, da trpljenje ni idealizirano, kajti le ko ni idealizirano, postane prostor resnice. Ko ni moralizirano, postane kraj srečanja. In ko ni romantizirano, postane kraj milosti. Pravzaprav v tem resničnem trenutku človeške krhkosti začne delovati tisti zadnji člen Pavlove verige, to je upanje, ki nas ne osramoti. Zaključujem z resnično zgodbo. V majhni podeželski cerkvi je živel mlad moški po imenu Luka. Bil je znan po tem, da je vse opravil z izjemno natančnostjo, tudi duhovno življenje. Njegov molitveni dnevnik je bil poln drobnih opomb. Danes sem pozabil eno prošnjo. Moj ton ni bil dovolj spoštljiv. Molitev sem skrajšal za 2 minuti. Premalo sem trpel. Luka je verjel, da mora biti molitev popolna, da mora biti on popoln. Torej tudi v trpljenju, če želi, da ga Bog usliši. Če je med molitvijo napačno vdihnil, če se je zmotil v besedi ali če je misel za trenutek odtavala drugam, je začel znova. Včasih tudi 5 ali 10-krat. Verjel je, da se Bogu lahko približa samo v trpljenju, v odrekanju. Nekega dne ga je starejši duhovnik opazoval, kako ostaja v cerkvi še dolgo po bogoslužju, vidno napet, sklonjeno glavo in stisnjenimi pestmi. Stopil je do njega in ga nežno vprašal. Luka, zakaj si videti bolj utrujen po bogoslužju kot pred njim? Luka je spustil pogled. Rekel je takole, ker se vedno znova bojim, da Boga razočaram. Ker vsakič, ko se mi v življenju zgodi stiska, ko mi nekaj ne uspe, čutim, da sem Boga razočaral. Če ni popolno, namreč ne šteje. Duhovnik se je nasmehnil, se počohal po svoji sivi glavi, sedel poleg njega in rekel, veš, dragi Luka, ko sem bil jaz mlad, sem enako mislil. Dokler nisem spoznal, da je Bog utrujen in sit od naših popolnih molitev. Bog posluša otroke, ne recitatorjev. In če ta otrok reče, očka, pa mu pri tem glas zaradi njegovega trpljenja poči in se zlomi, a misliš, da ga ima ta očka zato manj rad, da ga manj ljubi? Luka se je prvič po dolgem času tiho zasmejal. Duhovnik je dodal, molitev je živi odnos, popolnih odnosov ni. Popolna molitev ni tista brez napak. Popolna molitev je tista, ki pride iz srca, pa če tudi je na pol zlomljena. Tisto noč je Luka prvič v življenju molil brez ponavljanja, brez preštevanja besed in brez popravljanja samega sebe. Le sedel je, dihal in Bogu povedal, da je strašno utrujen. Utrujen od svojih napačnih predstav.
Prvič v življenju se je iz cerkve vrnil spočit. Ta duhovnik je razumel, kaj pomeni evangelij, ki osvobaja, in kaj pomeni biti opravičen po veri. Zato, dragi zbrani, tudi mi dovolimo, da ta cerkev postane kraj, kjer se bomo spočili. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Dragi očka, včasih me preganjajo lastni ideali popolnosti in se zapletam v strah, da nisem dovolj. Uči me Pavlovega poguma, da smem pustiti, da moja popolnost razpade in da me tvoja milost ujame. Naj moj mir ne temelji na moji moči, ampak na tvojem sprejetju. Naj moja šibkost postane prostor, kjer zasije tvoja ljubezen. Hvala, ker me ne kličeš k popolnosti, ampak k odnosu. Amen. In bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki govori o tem, da je Bog blizu prav vsem, ki se nahajamo v kakršnikoli stiski ali trpljenju. Drage sestre, dragi bratje in vsi poslušalci, ki se nam boste pridružili še z gledanjem in poslušanjem, to, kar dobimo v cerkvi, tega ne moremo dobiti nikjer drugje. Vse druge ustanove lahko govorijo o morali in o vsem drugem, vendar samo cerkev govori o milosti. In samo v cerkvi lahko dobimo Božji blagoslov, ki nas spremlja. Zato sprejmimo ta Božji blagoslov ob zaključku bogoslužja. Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.